Spoštovani, lepo pozdravljeni. Moje ime je Andreja Kukac in bi danes z vami rada delila primere kakovosti zraka, tako notranjega kot zunanjega, kako vplivajo na zdravje otrok. Prikaz primerov je iz prakse, pri katerih tudi sodelujem. Dovolite mi kratko predstavitev. Zaposlena sem na katedri za javno zdravje Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete. Prav tako pa tudi sodelujem aktivno na številnih nacionalnih in mednarodnih projektih s področja kakovosti zraka in ostalih determinant zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Večkrat se vprašamo, ali imamo na izbiro, kakšen zrak dihamo. Kakovost zraka je odvisna od meteoroloških razmer. Največkrat je to zlasti v zimski sezoni leta, ko so prisotne temperaturne inverzije, je tudi slabša kakovost zunanjega zraka. Od številnih virov onesnaževanja, kot so promet, industrijski viri in tudi individualna kurišča. Nenazadnje pa ima vpliv tudi relief. Močno je odvisno od tega, ali so viri industrije in kakšne so meteorološke razmere v zaprtih kotlinah in dolinah, ali govorimo o ravninskem delu. Najpogosteje proučevani izidi na zdravje v epidemioloških raziskavah zaradi onesnaženega zunanjega in notranjega zraka so na bolezni dihal in obtočil, redkeje na bolezni živčevja, presnovne bolezni, predvsem sladkorne bolezni tipa 2. Najnovejše raziskave v zadnjih 10 letih pa se osredotočajo na negativne izide v nosečnosti, kot je nizka porodna teža in prezgodnje rojstvo. Med ogrožene populacijske skupine zaradi izpostavljenosti onesnaževalom v zunanjem in notranjem zraku uvrščamo kronične bolnike. To so na primer tiste, ki imajo astmo, kronično obstruktivno pljučno bolezen, diabetes. Ponavadi je pri teh populacijskih skupinah večja pogostost in tudi težji potek bolezni, poveča pa se tudi potreba po zdravilih. Med ogrožene skupine uvrščamo tudi otroke, ki vdihnejo večji volumen zraka kot odrasli, imajo intenzivnejši metabolizem in tudi nezrel obrambni sistem. Prav tako starejši, tisti, ki imajo pridružene kronične bolezni, to so recimo imajo slabšo, šibkejšo pljučno kapaciteto, srce in obrambni sistem, in nenazadnje tudi fizično aktivne na prostem. Sem sodijo poklicno izpostavljeni športniki zaradi večje intenzitete dihanja in tudi daljšega zadrževanja v zunanjem okolju. Kdaj se vse skupaj začelo? Prvič so zaznali problem onesnaženega zunanjega zraka v Londonu med 5. in 9. decembrom 1952. leta. In sicer lahko na sliki desno vidimo, da so bile prisotne meglica, kamor so bile vezane visoke koncentracije žveplovega dioksida, prav tako pa so bile zelo neugodne meteorološke razmere, temperaturna inverzija, kar je stanje še dodatno poslabšalo. V tem obdobju so zaznali 12.000 smrti in še nadalje številne obolele zaradi bolezni dihal. Tukaj je prikazan tudi primer patofiziološkega mehanizma, ki povezuje onesnaževala zunanjega zraka z boleznimi dihal, srčno-žilnimi bolezni, nevrološkimi boleznimi in okvarjenim metabolizmom, sladkorno boleznijo tipa 2. Iz slike je razvidno, da gre za izredno kompleksen sistem, da pa bazira glavni mehanizem na oksidativnem stresu in pogostimi vnetnimi odzivi. Najpogostejša onesnaževala v zunanjem zraku, katere tudi epidemiološke raziskave proučujejo, so delci različnih velikosti, zlasti PM10, to so delci z aerodinamskim premerom 10 mikrometrov, nato sledi dušikov dioksid, ozon, tu je mišljen troposferski prizemni ozon, ogljikov monoksid in žveplov dioksid. V slovenskem prostoru zaznavamo največje koncentracije delcev različnih velikosti, predvsem PM10 v zimski sezoni leta in prizemnega ozona v poletni sezoni leta.
Naj na tem mestu še dodam, da je JARC, to je Mednarodna agencija za raziskovanje raka, onesnažen zunanji zrak kot mešanico različnih onesnaževal uvrstila med rakotvorne snovi za ljudi, torej v skupino 1. Danes pa se zaradi spremenjenega načina življenja, prav tako spreminjanja gradbenih praks v zadnjih desetletjih, kot so uporaba in vgradnja gradbenih materialov, široka uporaba plastike in lepil, pojavljajo se tudi novi načini ogrevanja, različni pristopi varčevanja z energijo, recimo toplotna izolacija na nivoju stavbe, veliko je tudi zamenjave oken, prav tako pa spremenjene življenjske navade, kar pomeni, študije kažejo, da od 70 do 80% časa preživimo v zaprtih prostorih. Zato je poudarek na kakovosti notranjega zraka izrednega pomena. Na tem mestu bi z vidika epidemiološkega proučevanja vzročne povezanosti med številnimi dejavniki tveganja v notranjem okolju, kamor sodijo tako plinasta onesnaževala kot delci, prav tako v zunanjem okolju, ki prihaja potem onesnaževala v notranje okolje, cvetni prah, hišni prah, različni alergeni, potem ravno tako tudi radon, uporaba kemikalij za čiščenje in pa tudi pri sami opremi in pa neustrezne toplotne razmere, kar pomeni razmerje med temperaturo zraka in relativno vlažnostjo. Na drugi strani moramo ustrezno opredeliti opazovane zdravstvene izide. Najpogosteje proučevana populacijska skupina so otroci, ravno zaradi svojih fizioloških značilnosti in tudi vedenjskih značilnosti, saj več časa preživijo v zunanjem okolju. Tako da se raziskovalci srečujemo s številnimi metodološkimi izzivi, prav tako pa je potrebno pri proučevanju vzročne povezanosti upoštevati tudi potencialne moteče dejavnike, ki vplivajo na opazovani zdravstveni izid. Konkretno je tu mišljena prenatalna izpostavljenost, se pravi, če je bila mama v času nosečnosti izpostavljena škodljivim dejavnikom tveganja, ki so lahko vplivali na plod in zarodek, potem ali so se pojavili zapleti med porodom in po porodu, postnatalna izpostavljenost, se pravi, če je otrok imel veliko število prehladnih obolenj, težav z boleznimi dihal v prvem letu življenja, ravno tako tudi bivalne razmere. Velik izziv pa predstavlja tudi ocena izpostavljenosti, na kakšen način ovrednotiti koncentracijo in vrednosti posameznih onesnaževal in drugih dejavnikov tveganja v notranjem okolju. Izziv za tovrstno proučevanje se nam je pokazal z sodelovanjem v projektu s kratico INRQ, in sicer namen projekta je bil predstaviti vpliv kakovosti zraka v notranjih prostorih na zdravje otrok in delovati v smeri k izboljšanju okolja v šolskih okoljih na področju Srednje Evrope. K projektu je bila povabljena tudi Slovenija. Tukaj vidite tudi povezavo, kjer si lahko podrobneje pogledate sam protokol projekta in tudi rezultate. Splošno pa smo ocenjevali, cilji projekta so bili spremljanje kakovosti zraka, in sicer notri in zunaj, ocena zdravja in počutja otrok, dodano vrednost je gotovo so predstavljali forumi kakovosti okolja, kjer smo skupaj z različnimi deležniki, sestali smo se večkrat, tudi razpravljali o določeni problematiki v šolskem okolju, tako o kakovosti notranjega zraka in tudi širše o različnih dejavnikih tveganja, kot je tudi materiali, ki se uporabljajo, kakšen je proces prenove stavbe, potem tudi število učencev v učilnici in ostalih zakonskih osnovah, ki se na tem področju tudi pojavljajo.
Posledično smo aktivno skrbeli za povečanje ozaveščenosti in skupaj s projektnimi partnerji tudi oblikovali čezmejno strategijo in akcijski načrt. Meritve kakovosti zraka so potekale v 5 državah, vključenih je bilo 64 osnovnih šol, in sicer smo vključili 3. razrede. Za Slovenijo je bilo vključenih 12 šol, ostale članice projektne skupine pa so bile še Madžarska kot vodilna partnerica, Poljska, Češka in Italija. Meritve so potekale v učilnicah in na lokaciji zunaj šole en teden v vsaki šoli. Tu so predstavljene lokacije šol v Sloveniji, in sicer smo pri sami izboru izbrali smo osnovne šole v ljubljanski regiji zaradi same izvedljivosti in časovne omejitve projekta in pri tem upoštevali tudi vključitvene kriterije, in sicer, da smo izbrali šole v centru mesta, stanovanjsko območje, predmestje, naselje in pa v vasi, ker se razlikujejo tudi zunanji dejavniki tveganja, ki vplivajo na kakovost notranjega zraka. Kako je sam projekt bil zasnovan? V prvi fazi smo ocenili izhodiščno stanje, in sicer kakovost zraka v osnovnih šolah. Pri tem smo oblikovali opazovalno listo, kateri glavne usmeritve so bile pridobiti informacije od sodelujočih šol, skupaj z hišniki in tudi ravnatelji smo šli v vsako šolo, se z njimi pogovorili in opredelili, kateri so glavni gradbeni materiali, kakšno je število nadstropij, način ogrevanja, ali imajo mehansko prezračevanje, kako čistijo tako prostore, opremo, kdaj čistijo, se pravi sam program čiščenja, gostota prometa v bližini stavbe in potencialni zunanji viri onesnaževanja zraka. Naj na tem mestu dodam, da so bili odzivi šol izredno dobri in smo zelo dobro tudi sodelovali. V naslednjem koraku smo pripravili SWOT analizo, in sicer so bili vhodni podatki predstavljali izhodiščno stanje, ki sem ga predstavila v prejšnji drsnici. Potem smo si pogledali zakonske osnove na področju zakonodaje v šolskem okolju, vzgojno-izobraževalnih ustanovah in tudi na področju kakovosti zraka. In opravili smo tudi intervju z ravnatelji. Pri tem smo opredelili prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Kot primer prednosti smo prepoznali malo prometa v bližini osnovne šole, da je veliko zelenja, centralno ali daljinsko ogrevanje, čiščenje v popoldanskih urah, naravno prezračevanje zjutraj in pa da imajo čiste prostore. Kot slabosti ugotovili smo, da so stavbe relativno stare, zgrajene so bile okoli leta 1970, večina od njih, da se uporabljajo nevarni materiali, se pravi, ki emitirajo v zrak škodljive snovi. Klimatsko naprava in mehansko prezračevanje so le v nekaterih delih stavbe in uporabljajo se tudi kemikalije za čiščenje. Kot priložnosti smo zaznali prenovo ostalih delov stavbe, največkrat so se prenavljali streha in pa okna, implementacija mehanskega prezračevanja v ostale dele stavbe in kot nevarnost bližina toplarne. Potem smo za vsako šolo izdelali tudi tako imenovane healthy cards, tako da smo jih prostorsko umestili in tudi prostorsko prikazali, kaj so tisti pomembni viri onesnaževanja iz zunanjega okolja, recimo toplarna, promet in pa parkirišče. Z vidika ocenjevanja zdravja in počutja otrok smo uporabili anketni vprašalnik, ki smo ga pripravili skupaj s projektnimi partnerji. Nato smo ga prevedli v slovenski jezik, ustrezno prilagodili tudi našim kulturnim značilnostim, povabili k sodelovanju tudi strokovnjake z področja javnega zdravja, ki se ukvarjajo z boleznimi dihal in s kakovostjo zraka, prav tako pa tudi pulmologe, da smo na ta način vprašalnik tudi pilotno testirali.
In sicer je anketni vprašalnik se je nanašal na pogostost bolezenskih simptomov pri učencih 3. razredov, ki so bili vključeni v projekt. Sam anketni vprašalnik so izpolnjevali starši otrok. Na tem mestu se njim vsi člani projektne skupine zahvaljujemo za izjemno odzivnost, saj je bila stopnja odzivnosti 84%. Vsebina vprašalnika je vključevala splošne podatke o otroku, podatke o nosečnosti, porodu in zgodnjem otroštvu, podatke o boleznih dihal in alergijah pri otroku, podatke o bivalnem okolju in demografske podatke. Zadnji del se je pa nanašal na otrokovo zaznavanje šolskega okolja, kjer so aktivno sodelovali tudi otroci, niso pa odgovarjali samo o kakovosti zraka, ampak tudi ostalih dejavnikih, kot je hrup, potem tudi osvetljenost in še drugi dejavniki, ki so prisotni v šolskem okolju. To so preliminarni rezultati. Ugotovili smo, da delež opazovanih izidov po kategorijah v celotnem vzorcu. Sodelovalo je 216 staršev, ki so odgovarjali, in sicer je imelo bolezni dihal v zadnjih 12 mesecih okrog 11% otrok. Šlo je za samoporočanje staršev. In če še pogledamo alergijske bolezni dihal v zadnjih 12 mesecih, jih je pa poročalo 28,2%. Nato smo jih spraševali še o značilnostih stavbe, se pravi določena vprašanja, ki smo jih pridobili s pomočjo opazovalne liste, in predstavljena so vprašanja, ki smo jih dobili z odgovori iz vprašalnika. Ugotovili smo, da večina sodelujočih prihaja iz ruralnega območja, to je 39%, da je bila šola zgrajena pred letom 1945, jih je poročalo 31%, potem menjava šolskih oken je bila prisotna v 42%, potem, da je šola locirana blizu velike gostote prometa, je bilo tudi 40%, in pa viri onesnaževanja zraka v okolici, največ jih je poročalo, da so to industrija, 41%, prav tako so poročali v 73%, da je prisotna vlaga v šoli. Otroci pa so ocenili kakovost notranjega zraka šole kot zelo dobro v 53%. Nato smo v zadnji fazi analize opravili tako imenovano multivariatno analizo, kjer smo povezali vpliv različnih dejavnikov tveganja na opazovane izide bolezni dihal pri otrocih, ali so poročali o boleznih dihal zadnjih 12 mesecev. Kot pomembno se je izkazalo mestno okolje, in sicer, če interpretiram, so imeli otroci, ki živijo v mestnem okolju, 2,7-krat večje obete, da bodo zboleli za boleznimi dihal v primerjavi s tistimi, ki živijo v ruralnem okolju, in tudi razlika je statistično značilna. Kot pomemben dejavnik tveganja pa se je pokazal tudi bolezni dihal v prvem letu otrokovega življenja, in sicer so obeti pri tistih otrocih, ki so imeli bolezni dihal v prvem letu, 6,2-krat večji v primerjavi s tistimi, ki jih niso imeli, in razlika je statistično značilna. V naslednjem koraku smo opravili meritve kakovosti zraka, in sicer so meritve potekale en teden v času kurilne sezone, pozimi. In tako kot sem že na začetku opredelila, smo merili v sami učilnici in zunaj
učilnice. Parametri pa so bili delci različne velikosti, ogljikov dioksid, ogljikov monoksid, lahko hlapni ogljikovodiki, aldehidi, dušikov dioksid, radon, temperatura in pa relativna vlažnost. Kar je bila tukaj zelo pomembna dodatna vrednost, da so kolegi, ki so pri projektu sodelovali, eden je bil ves čas v učilnici, eden je bil ves čas zunaj in so s pomočjo opazovalne liste tudi beležili, kaj se je v samem prostoru in zunaj dogajalo. Recimo, kaj so ustvarjali, katere materiale so pri tem uporabljali, kdaj se odpirajo okna, če so slučajno vmes čistili, kakšno je bilo število otrok, vse tiste pomembne parametre, ki tudi vplivajo na kakovost notranjega zraka. Tu so tudi rezultati. Rezultati so predstavljeni skupaj z ostalimi sodelujočimi partnerji. Na Y-osi je predstavljena koncentracija, na X-osi so predstavljene države in pomeni kakovost notranjega zraka, out pomeni kakovost zunanjega zraka. Tu tudi kako interpretiramo, se pravi minimalna vrednost, mediana in pa maksimalna vrednost, te pikice so pa posamezni osamelci, ki so se pri meritvah tudi pojavljali. Če pogledamo rezultate za formaldehid, vidimo, da v primerjavi z drugimi državami smo v notranjem zraku dosegli relativno visoke koncentracije, v zunanjem zraku nekoliko manj, kar kaže na to, da so pomembni viri onesnaževanja v notranjem okolju. Ponavadi je to oprema, ki se uporablja, tudi se pravi, da imitira iz samih površin, tako recimo oprema pohištvo je to mišljeno in tudi tla, ali pa če se kakšne dejavnosti take upravljajo, recimo, da se uporablja lepilo, ki tudi imitira v samo okolje. Naslednja je benzen rezultat. In sicer smo tu ugotovili nekoliko maksimalno vrednost in tudi osamelec s koncentracij benzena relativno visoke. Največje ima Italija. Potem smo tudi se pogovorili z ravnatelji, kaj bi lahko bil vzrok, in ugotovili smo, da največkrat prihajajo iz zunanjega okolja. Če imamo recimo okno odprto na ventus, to pomeni na kip, in če je v bližini parkirišče, tudi izpuhi se tvori benzen, ki potem lahko ob ustreznih razmerah prehaja tudi v notranje okolje. Tako da en tak ukrep je, da če imamo v bližini, se pravi parkirišče, in je pritlična stavba, da takrat, ko se prihaja na delovno mesto, imamo okno tudi zaprto. Potem je ogljikov dioksid. Ogljikov dioksid je eden najpomembnejših pokazateljev kakovosti notranjega zraka. Vsi vemo, tudi če smo v prostoru, kjer so povišane koncentracije ogljikovega dioksida, postanemo utrujeni, imamo slabšo koncentracijo in tudi zaspani. Ravno zaradi tega je ustrezno prezračevanje v tem primeru, tudi v primeru drugih onesnaževal, ampak sploh tukaj izrednega pomena. Vidimo, da je presežena mejna vrednost, to je bilo v vseh šolah in tudi v našem okolju. Potem so delci, tukaj konkretno so rezultati za delce PM2,5, se pravi 2,5 aerodinamskega primera, tudi pričakovano višje vrednosti v zunanjem okolju, in na to študije kažejo, da z časovnim zamikom pol ure približno prehajajo te koncentracije, če imamo odprto okno, tudi v notranje okolje. Zato je zelo pomembno, to Nacionalni inštitut za javno zdravje ta navodila skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje tudi izdaja, da upoštevamo priporočila, kdaj je ustrezno tudi intenzivno prezračevanje.
Tukaj so še rezultati za, relativno, vlažnost. Ugotovili smo, da je bila če gledamo to minimalno vrednost in pa potem, tudi, mediano pod 40-procentna. Pravilnik, o, klimatizaciji, stavb, prezračevanju in klimatizaciji, stavb opredeljuje vrednost od 40 do 60% kot tisto ugodno v kombinaciji s, temperaturo od 20 do 23 stopinj, ki tvorita skupaj ugodne, toplotne, razmere. Tako da je bilo moram reči, v tem, času relativno suho v samem prostoru zaradi nizke, vlažnosti in nizke vlažnosti in relativno, visoke, temperature zraka. Vidite tule maksimalne vrednosti tudi 28, stopinj, mediana je bila okrog, se pravi 24, stopinj. To so bili rezultati. Nato pa so projektni partnerji po mednarodni metodologiji, opredelili tudi, kategorije, 5 razredov, in sicer, da je lahko stopnja onesnaženosti zraka nizka, zmerna, visoka, zelo visoka in, nevarna. Tukaj je tudi prikazano, na kakšen način se je to, opredelilo za posamezno, onesnaževalo, ki smo ga tudi opazovali v notranjem, okolju. Recimo za delce se je zelo visoko, če je bila vrednost, od 50 do 75 in zelo nevarna, onesnaženost z vidika vplivov na zdravje nad 75. CO2 je bilo recimo zelo visoka onesnaženost 1800 do 3000 ppm-ov. Tako da tukaj so, potem še rezultati, kazalniki udobja, to je toplotno udobje, ki pa so bili razdeljeni na ugodno, zmerno, ugodno in neugodno in, pripravljeni na podlagi relativne vlažnosti in pa temperature zraka, kjer se je štelo kot ugodna relativna vlažnost od 43 do 67-procentna in temperatura od 18 pa pol do 25 pa pol, kot ugodna, temperatura. Kaj smo ugotovili? To so rezultati za Slovenijo. V 12 šolah, ki smo jih opazovali, je bila onesnaženost notranjega zraka, ocenjena za 2 šoli kot zelo visoka, v eni šoli zaradi povišanih koncentracij benzena in ogljikovega dioksida. Za 5 šol je bila onesnaženost ocenjena kot, visoka, zopet na račun, ogljikovega dioksida in, benzena. In ravno tako za 5 kot, zmerna, večinoma na račun povišanih koncentracij benzena in, formaldehida. 4 šole pa so imele tudi povišane koncentracije CO2 v zraku in 3 šole koncentracije delcev v zraku. Tako da, če povzamem, kot, tisto onesnaževalo, ki, je doseglo, povišane vrednosti, je bilo ogljikov dioksid, skorajda v vseh šolah, nekoliko pa je prispeval tudi benzen in pa delci v zunanjem, zraku. Seveda na koncu, ko ocenimo stanje, se vprašamo, kaj lahko naredimo za izboljšanje, stanja. V prvi vrsti zagotovo ukrepamo na viru in skušamo odstraniti vse možne vire onesnaževal. Potem, sprejetje ukrepov za vzdrževanje ustrezne kakovosti notranjega, zraka, da imamo načrt, prezračevanja izdelanj in pa tudi uporabo čistil, pa tu bi dodala tudi, kdaj, čistimo. Da se ukrepi predstavijo vsem deležnikom, vsi zaposleni v osnovni šoli in tudi učenci, kar pa je bistveno, če imamo dobro postavljene algoritme, da te, tudi izvajamo in upoštevamo in seveda tudi evalviramo, če so ustrezni. S tem namenom smo, skupaj s projektnimi partnerji in tudi na nacionalnem, nivoju, sodelavci na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, oblikovali načrt ukrepanja za izboljšanje kakovosti notranjega zraka v osnovnih, šolah. Dokumenta, eden je zbornik, prispevkov, to je ta, in drug je priročnik, z naslovom Zdrav zrak, zdravi otroci.
kjer so, se pravi, gre za priročnik za izobraževanje učencev in učiteljev v osnovni šoli. Lahko se uporablja tudi v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Oba dokumenta sta prosto dostopna na tej povezavi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kot naj primer predstavim, izpostavili smo tudi ozaveščanje kot pomemben indikator kakovosti, da se ljudje zavedamo, kako je pomembna kakovost notranjega zraka, kaj so tisti ključni elementi, dejavniki tveganja, ki ga tudi determinirajo in katere so pomembna onesnaževala. Pri tem smo opredelili tudi skupine deležnikov, od državnih organov, strokovnjakov, ki pri tem sodeluje, in nenazadnje tudi uporabnikov, vseh zaposlenih, otrok, učencev, starši in občina ter skupnost. Naj na tem mestu dodam, da z aktivnostmi nadaljujemo na tem področju. Žal trenutna epidemiološka situacija nam ni omogočila, da bi opravljali meritve v samem projektu, ki smo si ga zastavili, ker je Nacionalni inštitut za javno zdravje tudi glavni partner v projektu, sodeluje pa še Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. In sicer je namen projekta razviti model za napovedovanje izpostavljenosti onesnaževalom v notranjem zraku v šolah in pripraviti z dokazi podprte ukrepe za načrtovanje učinkovitega naravnega prezračevanja učilnic. V nadaljevanju bi vam rada še predstavila rezultate raziskave, in sicer smo raziskavo opravili v vrtcih na območju Zasavja, ocenjevali pa smo prisotnost mikroorganizmov, črnega ogljika in ogljikovega dioksida v zraku v notranjih prostorih. Zdaj, koncentracija in raznolikost mikroorganizmov v zraku se nenehno spreminja z različnimi vplivi iz zunanjega in tudi notranjega okolja. Črni ogljik v zraku najdemo v trdni obliki, to so delci, je pa glavna sestavina saj. Tako kot sem že omenila, visoke koncentracije ogljikovega dioksida v prostoru vplivajo na slabše počutje, zmanjšajo možnost koncentracijo ter ravno tako vplivajo tudi na uspešnost učencev. Sam protokol raziskave je bil zasnovan tako, da je bil naš glavni namen spremljati koncentracije mikroorganizmov, črnega ogljika in ogljikovega dioksida v notranjem ter hkrati v zunanjem zraku v 2 vrtcih v Zasavju v vseh 4 letnih sezonah. Vzorčenje zraka v igralnicah, kjer so bili otroci druge starostne skupine, to so otroci od 3 do 5 let, ter v zunanjem zraku pred vrtcem, smo izvedli v Zasavju, in sicer v obdobju od 2015 do leta 2016. Tukaj so predstavljeni rezultati, in sicer skupno število mikroorganizmov v zraku. V notranjem zraku koncentracije razen poleti so bile višje kot v zunanjem zraku. Zagotovo je tukaj pomemben ukrep tudi ustrezno prezračevanje, in tako kot sem že omenila, kdaj v časovnem obdobju tudi prezračevati. Če imamo mi temperaturno inverzijo, povišane koncentracije delcev v zunanjem zraku, zlasti v zimski sezoni leta, moramo to tudi ustrezno načrtovati. Nikakor pa ne, da ne prezračujemo prostorov, ker to je pomembno pa tudi z vidika širjenja nalezljivih bolezni v samem prostoru. Tako da smo ugotovili, kar kažejo tudi grafični prikaz, tukaj so koncentracijo, skupno število mikroorganizmov in tukaj letni čas, da v notranjem zraku so najvišje koncentracije pozimi in spomladi. Če nadaljujem, nato smo gledali še glive v zraku, kar je bila seveda dodana vrednost. Se pravi, nižje koncentracije so bile v notranjem zraku, to je ta modra barva,
v prostoru ni bilo virov plesni, to smo vizualno tudi ocenili. Najvišje koncentracije pa so bile v notranjem zraku poleti. Tukaj tudi so predstavljeni rezultati, meri se v CFU na kubični meter zraka. Natančno smo, kar je bila tu dodana vrednost, da nismo gledali samo, ali so bile glive prisotne ali ne, smo še ocenili, kakšna je bila vrsta teh gliv, kot sem jih omenila, in sicer skladno z tujo literaturo so najpogosteje Cladosporidium prisotne v 84%, Penicillium 70% in pa Aspergillus v 61%. Tukaj je tudi predstavljeno potem po letnih časih, ki smo jih opazovali, katere vrste gliv so bile prisotne in v katerem letnem času najpogosteje, in tale barva svetlo-modra tudi vsi letni časi skupaj. Izpostavila bi pa te, ki sem jih tudi omenila, tukaj tudi vizualni prikaz, kako izgledajo pod elektronskim mikroskopom. Pokazala se je statistično značilna šibka pozitivna povezanost s temperaturo zunanjega zraka in relativno vlažnostjo notranjega zraka. Ni bilo pa statistično značilne povezave med koncentracijo gliv v notranjem zraku in številom oseb v prostoru. Te analize smo tudi opravili. Potem smo pri rezultatih mikrobioloških preiskav smo se osredotočili tudi na stafilokoke. Tu imamo potem po letnih časih, vidimo, da v notranjem okolju je najvišja koncentracija v zimskem in pa spomladanskem, pa tudi v jesenskem obdobju. Prav tako iz grafa lahko razberemo, da so koncentracije najvišje v notranjem zraku. So bile pa v zimskem času koncentracije najvišje za oba vrtca, v zunanjem pa nekoliko bistveno nižje, zato je tukaj ukrep prezračevanje zagotovo na mestu. Potem smo pogledali še v notranjem zraku, še so bili prisotni koagulaza pozitivni stafilokoki v 40% in pa koagulaza negativni stafilokoki v 60%. Se je pa pokazala statistično značilna pozitivna in šibka povezava s številom oseb v prostoru, se pravi, da vplivajo tudi na prisotnost koagulaza negativnih stafilokokov in pa prisotne so bile tudi bakterije rodu Bacillus. Smo natančno opredelili. Potem smo pogledali še enterobakterije v zraku. Ugotovili smo, to je letni čas, potem kakšne so bile povprečne vrednosti notri in kakšne zunaj. Ves čas smo tudi spremljali to primerjavo. Koncentracije so bile višje v notranjem zraku, podobne kot pri stafilokokih, tudi koncentracije endobakterij v notranjem zraku 5-krat višje v jesenskem, zimskem in spomladanskem času v primerjavi z poletnimi meritvami. Se pa je pokazala zopet statistično značilna pozitivna povezava s številom oseb v prostoru. Kaj so pokazale meritve črnega ogljika? Pri meritvah, kar je bilo tudi pričakovano, je tudi iz grafa razvidno, so bile najvišje v zimskem času opazovanega obdobja. Najvišja povprečna koncentracija v notranjem zraku je bila v igralnici in ravno najnižja pa spomladi. Smo pa zaznali nižje koncentracije v času vikendov in ponoči. In ob delovnikih pa so narasle zjutraj ter v večernih urah, kar pa zelo korelira tudi z prometom, predvsem pa z ogrevanjem, ker veliko prispeva tudi biomasa, individualna kurišča. Vsi vemo, da ob delovnikih je tudi intenziteta prometa večja, ponavadi zjutraj tudi zakurimo, ravno tako pa tudi popoldne se poveča intenziteta prometa, pa tudi
zakuridimo, da imamo potem to toplotno udobje, kar se potem pa tudi odraža na samih meritvah, se pravi na samih rezultatih koncentracij črnega ogljika. Tukaj so še rezultati za meritve ogljikovega dioksida v zraku, ker imamo zopet meritve notri in zunaj in po letnih časih, ki smo jih opazovali. Najvišje koncentracije so bile v notranjem zraku opazovanega vrtca v zimskem času, ker se tudi manj prezračuje, več časa preživimo notri v zimskem času. Najvišja izmerjena koncentracija pa je bila presenetljivo spomladi. Koncentracij nad 3000 ppm pa nismo izmerili v nobenem obdobju. 3 izmerjene koncentracije so bile nižje od 1000 ppm, koncentracije nad 2000 ppm pa smo izmerili 8-krat, kar predstavlja 29%. Kaj lahko iz teh rezultatov, ki smo jih pridobili v okviru raziskave v vrtcih, povzamemo? Da je izrednega pomena že pri sami zasnovi stavbe in tudi pri prenovi je načrtovanje in gradnja stavbe. Kako je stavba zasnovana, kakšni so ovoji, same materiali, ki se uporabljajo za konstrukcijske sklope, se pravi za toplotno izolacijo, iz česa je stavba zgrajena kot nosilna konstrukcija, ravno tako kakšna oprema, material se uporablja v notranjih prostorih, se pravi značilnosti tudi samih sistemov za ogrevanje in prezračevanje. Zelo pomembno je ustrezno prezračevanje prostora, se pravi, da imamo načrt prezračevanja, kdaj prezračujemo, in kar je pomembno tudi, da ko mi zaznamo neprijetne vonjave, da ne uporabljamo osvežilcev zraka, ki prekrivajo te neprijetne vonjave, ampak rajši odpremo okno. Priporočamo, da na stežaj, ne ventus, se pravi to nakip, ampak intenzivno prezračimo, zlasti v zimski sezoni, ko ne želimo teh izrazitih temperaturnih nihanj, ker prostore tudi ogrevamo, da mi pač odpremo okno na stežaj, lahko tudi vrata, pazimo pač, da ne naredimo prepiha in prostor ustrezno prezračimo. Prav tako je pomembno, da imamo v prostoru, to tudi z vidika nalezljivih bolezni, pa tudi predvsem bolezni dihal, ker če je suh zrak, je tudi suha sluznica nosu in grla, kar še dodatno pospešuje nastanek akutnih in kroničnih bolezni dihal in tudi poslabšanje teh stanj, da imamo ustrezno razmerje med relativno vlažnostjo v prostoru in temperaturo zraka, da odstranimo morebitne vire mikroorganizmov v prostoru, tu bi dodala tudi kemična onesnaževala. Pomembno je ustrezno čiščenje in vzdrževanje prostorov ter opreme. Nenazadnje pa tudi skladno z navodili proizvajalca, tudi čiščenje klimatskih naprav in prezračevalnih sistemov, da se redno, letno tudi servisirajo, da ne prihaja širjenja mikroorganizmov v sam prostor. Tu se vsako leto tudi pripravi, imate informacije na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na področju kakovosti notranjega in zunanjega zraka. Dovolite, da se dotaknem še aktualne epidemiološke situacije, kjer se veliko razpravlja in tudi, moram reči, strokovnih in znanstvenih objav zasledim na temo širjenja koronavirusa v notranjem okolju. Ena taka shema tudi lepo ponazarja, recimo, če kihnemo ali kašljamo, kako se širijo aerosoli po prostoru in kako izrednega pomena je tudi naravno prezračevanje prostorov. Tu bi še dodala za konec, da na samo kakovost tako bivalnih kot delovnih okolij,
konkretno vzgojno-izobraževalnih ustanov vpliva tako kakovost zraka v notranjem okolju, prav tako pa ne smemo pozabiti na ostale dejavnike tveganja, kot je hrup, ustrezne toplotne razmere, ustrezno prezračevanje, ogrevanje. Izrednega pomena je tudi ustrezen dotok dnevne osvetlitve, se pravi dnevne svetlobe, da imamo ustrezno osvetljenost v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, kar vpliva tudi na samo, se pravi koncentracijo, uspešnost učencev in nenazadnje na naš cirkadialni ritem, kakšni materiali se vgrajujejo, se uporabljajo in tudi delci različnih velikosti. Tu je še publikacija, kjer sva s kolegico tudi predstavili, na kakšen način pristopiti, da bomo gradili in tudi živeli v zdravih in trajnostnih stavbah. Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem sodelavcem, vsem sodelujočih, ki sodelujejo v raziskavah, tako pri projektu INRQ, ravno tako pri projektu v Zasavju, v vrtcih, od šol do vrtcev, ravnateljev, učencev, staršev, tudi ostalih deležnikov, raziskovalcev na projektu, ki so sodelovali in pripomogli k temu, da smo naredili dobro oceno stanja in oblikovali ukrepe, ki bodo zagotovo pripomogli k tudi ozaveščenosti in izboljšanju kakovosti notranjega in zunanjega zraka in širše determinant zdravja. Hvala lepa.